kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori. Med malimi oglasi, če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam. Od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja. V kaj čudno zmes nereda, nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno. Zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Ja, to sem dal. To sem dal, to tudi. In to, he? O, glej ga, no. Odko faj ti? Si se spričkal ženo? Poslovno pišta, poslovno, če lahko tako rečem. No, lepo, da si prišel. A kuhaš? Diši. Ja, kuham joto, pa nima čisto prave arome. Še moja malčina skuha taka jote kot ti, to vsi vedo. O, ne. Danes mi pa ni posrečilo. Nekaj sem pozabil, pa ne vem kam. Vse sem že dal, sol, poper, lover, česen, pa še ne diši tako, kot bi moralo. Vrag si ga vedi. Vidiš, tako je, če ostaneš brez žene in to takrat, ko te ljubi skleroza. Pa ti? No ja, tako. No, lepo, da si prišel. Se veš, da sem tvoj prijatelj. O, hvala. Slivovka z rodovnikom. Živeli. Ja, pa drugače, Jaka, kako je? Nič več te ni na keglišče. Mislil sem že, da si bolan. O, ne, zdrav sem. Juj, ko bi ti vedel, kako smo si noči zaigrali Dolfe, Beno in jaz proti Karliju in tistima dvema bratova, Kurelčevima. To smo jih razmazali. Kar vprašaj Binco. Se verjamem, pište, kaj bi spraševal. Je pa res, Jaka, kaj je s tabo? Se ti je kaj zgodilo? Kaj? Je. Zato sem tudi prišel k tebi. No, hvala, povej. Ne, to pa ni lahko povedati, vsaj tebi ne. No, čakaj, no, kaj pa mečkar? Pišta, najprej mi povej, ampak prosim odkrito. Kaj misliš o meni? O, Jezus, kaj mislim o tebi? Ja, kaj misliš o meni? Odkdaj me poznaš? Ja, kako odkdaj te poznam? Odkar hodiš po tem svetu? Ja, Jaka, postaješ senil, ne? Na isto šolo sva hodila, v vojski sva bila skupaj, vsa ta leta po vojni, ti pa sprašuješ, odkdaj te poznam. Ne, narobe sem vprašal. Ne odkdaj, ampak če me sploh poznaš. Kako te ne bi poznal? In? Kakšen človek sem? Če bi bil slep, ne bi bil moj prijatelj. Skrbim za družino. Kot nihče drug. Delam. Za dva. Sem pošten. Še v Svetem pismu ni tako poštenih. Torej ti tako misliš o meni, Pišta? Čakaj, Jaka, dosti tega. Kaj se godi s tabo, Jaka? Z mano je slabo, Pišta, zelo slabo. V precejšnji godli sem, prijatelj, ali še bolje, v pasti sem. Čakaj, spi lepo še enega, pa bo boljše. Pišta, jaz bom znorel. Ne spim, nimam miru, ne vem nekod nekam. Bojim se... Čakaj, hočeš, da greva kam ven? Ne. Tu moramo praviti s tabo na samem. Prišel sem k tebi kot svojemu najboljšemu prijatelju. Čakaj.
Pravim kot prijatelju, pa tudi kot kriminalistu, inšpektorju. No, inšpektor nisem več, se veš, upokojili so me. Mogoče te ne bi upokojili, če ne bi bilo mene. Juj. V kakšni vezi pa si ti z mojo upokojitvijo, ha? Upokojili so me, ker sem imel polna leta. Ampak lahko bi te obdržali še naprej. Ti sam veš, da je tako. No da, vem. Vidiš? Če ne bi bilo mene, bi bil ti še zdaj v službi. Jaz sem kriv. Kakšne neumnosti pa govoriš, Jaka? Ne, vem, kaj govorim. Zato sem tudi prišel. Kriv sem, Pišta. A daj, no, kaj pa čvekaš? Kaj pa hočeš s tem? Genialni tat ali nesposobnost preiskovalca. Bo kdaj prišlo na dan ukradenih 9,5 milijona dinarjev. To si ti preiskoval. Da, to sem jaz. In se ti ni posrečilo rešiti primera. No da, saj veš, da so me upokojili med tem, ko sem reševal to... Da. Ampak, če bi ti preiskava uspela, bi najbrž ostal še naprej v službi. Čakaj, no. Upokojili so me zato, ker sem imel polna leta. No, že, ampak lahko bi te obdržali še naprej. No, res. Sicer pa ne vem, zakaj o tem razpravljava. Upokojili so me, jaz sem se s tem sprijaznil in kakor vidiš, mi ne gre slabo. Ja. Ti si se s tem sprijaznil, jaz pa ne. Zato, ker sem vsega kriv jaz. Jaz, tvoj prijatelj Jaka. Seveda. Šel si na sekretariat in rekel, tovariši, dajte no, pošljite no v pokoj tega Pišto. Saj vidite, da je senilen in nesposoben in bo manj škode, če bo kegljal pri vinci, kot pa lovil kriminalce. Oni so te pogledali, pokimali in rekli, prav imate, naj gre ta Pišta lepo v pokoj, pa mirna voda. Daj, no, lepo te prosim. Pišta, ne vzdržim več. Grize me. Vest me grize zaradi tega, kar sem storil, pa tudi zaradi tebe. Začelo se je to že zdavnaj nekega večera pri Binci. Ti si trdil, da popolnega zločina ni. Jaz sem pa bil vedno bolj prepričan, da nimaš prav. In to me je obsedlo. Razmišljal sem, če bi se dalo ukrast nekaj velikega. In to tako, da bi bila tatvina popolna. Ne vem, zakaj sem o tem razmišljal. Sem požrl preveč kriminalk. Je bila to moja trma želja, da bi dokazal, da imam prav, ne vem. Ampak vseeno, res je, da sem se ves posvetil temu. Začel sem s teorijo. Najprej sem naredil načrt, kako bi recimo jaz izpeljal popolno tatvino. Svoj načrt sem začel delati počasi. Od malenkosti do malenkosti. Imel sem časa, koliko sem hotel. Se sem tako samo teoretiziral, a ne? Prva ugotovitev je bila taka. Tatvina bi morala biti preprosta. Čim bolj preprosta. Zakaj? Zato, ker je pri zelo preprostem načrtu najmanj možnosti za napake. Pri zapletenih tatvinah je narobe. Vse zapletene tatvine so odkrili. Če je postopek zapleten, je težko kontrolirati izvedbo. Dobro, šel sem še korak dalje. Kaj ukrast? Na vsak način denar. Vse drugo odpade. Dragulje, recimo, je treba prodati. Torej je direktna nevarnost, da te odkrijejo. Denar je denar, a pri nas ne zapisujemo številk bankovcev za kontrolo. Dalje. Kje ukrast? V sosednji hiši so bile pisarne. Direkcija velikega trgovskega podjetja. Vedno so imeli v blagajni večje vsote. Izplačevali so dnevnice velikemu številu svojih zastopnikov. Iz trgovin so prinašali zaslužke. Blagajnika Finka sem dobro poznal, čeprav nisva bila intimna prijatelja. Njegova slabost je bila polonca.
prodajalka v mlekarni, kamor je hodil Fink vsak dan na kosilo in kamor sem zahajal tudi jaz. Dobar dan, gospod Fink. Dobar dan. Vampi, golaž, mesna juha. Oj, za Boga Polonce, kadarkoli pridem, vedno ponavljate to troje. Ne bi mogli našteti vse še ene stvari. Kaj sem pa skriva? Kuha je vedno isto, meso je drago. Pa vseeno. No, ravno to sem hotel reči naši Polonci. Če že ni spremembe, naj spremeni vse vrstni red naštevanja. Potem se nam ne bi zdelo, da je vsak dan isto. A razumete, Polonce? Mislim. No, danes ste rekli golaž, vampi, mesna juha. Jutri recite vampi, mesna juha, golaž. Pojutrišnje mesna juha, golaž, vampi. To je pa dobro. Gospod Fink se nič ne pritožuje. Celo 3-krat vpraša, kaj imamo za jesti. Seveda, gospodu Finku je bilo všeč, če se mu je približala. Nisem vedel, kako daleč je prišel gospod Fink v osvajanju svoje izvoljenke. A zdelo se mi je, da je treba tudi to komponento vključiti v načrt za krajo. Posebno še, ker je bil Fink poročen. To se pravi, da ga ne bi bilo težko kompromitirati. Tako so minevali dnevi, gledal sem, kaj se dogaja pri blagajniku in v mlekarni, celo Polonco sem zasledoval, da bi videl, kje hodi v prostem času, in sem videl. Po 2 mesecih sem imel v glavi natančno izdelan načrt, kako bi izvedel popolno tatvino. Ja moram priznati, da tele ne poznam. Nisem vedel, da imaš tako bujno fantazijo. A ti misliš, da je to fantaziranje? Dobro. Torej, načrt sem imel. 1000-krat sem preveril faze drugo za drugo in vedno je bilo vse prav. Potem sem pa začel razmišljati o tem realneje. Bi bil psihično sposoben za tak podvig? In kaj bi se lahko zgodilo, če bi res kradel? A bi me ujeli? Bi bil sploh sumljiv? Moja ugotovitev je bila ne. V službi nisem bil nikoli ugledna osebnost. Poznajo me kot skromnega, tihega, na družino vezanega človeka, skoraj pozabljenega v tisti moji podstrešni pisarni. Name se spomnijo samo, kadar je kakšna nabiralna akcija ali kadar so volitve. A kar je najvažnejše, jaz sem za vse, od moje žene in otrok do kolegov, poosebljena poštenost. To pomeni... Čakaj, povej, kaj je bilo naprej. Aha, zdaj vidim, da je začelo zanimati tudi tebe. Vidiš, tako je srbelo tudi mene. Načrt sem imel, mene nihče ne bo sumil, zakaj ne bi poskusil načrta tudi izpeljati? Da bi kradel? Ne vem, če me boš razumel. Mene je zanimala kraja kot taka, ne pa denar. Preprosto. Spraševal sem se, če bi se dal ta načrt tudi realizirati. In začel sem... Krasti. Samo toliko sem si rekel, da bom videl, če bo šlo. Samo poskusil bom. Naprej pa ne bom šel. Veš, na čem sem zasnoval svoj načrt? Na malomarnosti in slabi kontroli pri nas. Na naivnosti in pomankanju čuta odgovornosti do družbene lastnine. Blagajnik Fink je bil res da pedanten, torej izjema. Toda bil je, ne pozabimo, zaljubljen. Vsak dan je pisal Polonci, odgovora pa ni dobil. Polonca je imela fanta, razen tega pa je vedela, da je Fink poročen. A kar se tiče dela, kurirji so prinašali denar iz poslovalnic do opoldne. Prvi je prišel že o 7:30, zadnji pa o 11:30. Postopek je bil vedno enak. Leta in leta je bilo vse v redu in zato ni nič čudnega, če je bila kontrola samo formalna. Vse je šlo na podlagi poznanstev in zaupanja. Fink je imel več pomočnikov, a glavni je bila Bajdičeva, mati velike in številne družine.
Kar naprej je brala razne medicinske časopise, kar naprej jo je skrbelo, da bo dobila raka. Bajdičeva je nadomeščala Finka, če je moral k predpostavljenim ali po opravkih. Na drugi strani, zraven Finkove pisarne, je bil tisti prostor. Potem arhiv, ki je bil večji del dneva prazen, a potem je hodnik zavil od desno proti glavnemu stopnišču in vhodu v zgradbo. Začel sem s pripravami, ki jim bi lahko rekli tehnične. Iz blagajne Vzajemne pomoči v podjetju sem si sposodil nekaj denarja in ga spretno operacijo spremenil v 10 milijonov. Maskiranje me ni preveč skrbelo. Glavni adut je bil v psihološkem vtisu, ki sem ga hotel doseči. A kako vzbudiš pozornost drugih? S kakšnim detajlom, ki bi pritegnil ljudi? Ne bodo gledali tvojega obraza, ampak samo ta detajl, ki te razlikuje od ostalih. S poskusom sem bil zadovoljen in prepričan sem bil, da bo roka, premazana z rjavo barvo, tako pritegnila pozornost sogovornika, da bo gledal samo to roko. Tako so bile tehnične priprave končane in mirne duše sem se lahko lotil druge faze. Ta je predvidevala prilagajanje terenu, situaciji. Alo? Tvari šef? Jaka, da. Grem v skladišče na Šmartinsko. Da, nekaj ni v redu z evidenco. Prosim? Ne, bom že sam uredil. Če bo pa potrebno, vas bom pa poklical. Nasvidenje. Alo? Da. Ne, tovariš Jambrek je v sobi 242 v 4. nadstropju. Da. Prosim. Da. Kot sem si mislil. Njihov vratar je v glavnem odgovarjal na telefonske klice in dajal informacije o uradnikih direkcije. Mene je zanimalo, če bo težko priti v zgradbo. Stran skopa, kje pa odam? Levo stopnišče, 3. nadstropje, pred zadnja vrata. Ja? Dobro, v redu. Tako je. Prosim. Brez težav sem vstopil in prišel do Finkove sobe. Nihče me ni nič vprašal.
A kdo bi spraševal človeka z aktovko, ki je prišel prav gotovo službeno? Tam sem stopil v tisti prostor, pokadil sem cigareto samo zato, da je minil čas, potem sem se vrnil in šel mimo vratarja, ki je še naprej neutrudno telefoniral. Tako, zdaj sem bil pripravljen. Treba je bilo samo še izbrati pravi trenutek. Take jote ni pod soncem. To ni več jota, ampak čista poezija. No, daj no, kaj govoriš o joti, kot da bi bila jota važna. Pripoveduj naprej. Čakal sem na primeren trenutek. Dan, ko bodo vsi pogoji v najugodnejšem medsebojnem odnosu. Torej najprimernejšo situacijo. Pišta, strah mi je bilo. Bal sem se, a bom uspel. Ta dan je bil četrtek. Izpeljal sem zadnje priprave. Napisal sem pismo s takole vsebino. Dragi gospod Ignac, če vsa vaša pisma in stvari, ki mi jih dan za dnem pripovedujete, niso laž, ampak mislite res tako, vas čakam v petek ob 11:30 doma. Sama bom. Bodite točni, ker bom šla kasneje k svoji teti, ki je bolna. Potrkajte 3-krat, da bom vedela, če ste vi. Potem se bova vsem, kar bi radi pomenila resno, kot se spodobi za pošteno dekle. Pozdrav, Polonca. Gospod Ignac Fink. Polonca je imela naslednjega dne v petek prosto in bo mogoče res doma. Sestanek sem napovedal o 11:30, tako da je Fink, če je hotel priti pravočasno, moral oditi prej, okrog 11, ker stanuje Polonca precej daleč. Zakaj sem to storil? Zato, da bi Finka nadomeščala gospa Bajdič. Ona me ni poznala, še tega ni vedela, da sploh živim. Nato sem se lotil psiholoških priprav. Halo? Tajnika direkcije, prosim. Nujno. Prosim. Halo, tovariš Ceglar? Ne, vi me ne poznate, ampak poznam jaz vas. Tukaj sekretariat za notranje zadeve, inšpektor Jeger pri telefonu. Dobro me poslušajte in si zapomnite. Imamo zanesljive podatke, da so se v mestu pojavile večje količine ponarejenega denarja in da ga poskušajo ponarejevalci spraviti v obtok. Kako? Da, naš denar, dinarji. Ker ima vaše podjetje veliko trgovin. Koliko? Vem, 23. Da, hvala. Torej, opozorite glavnega blagajnika. Da, osebno meni. Ne, bomo že mi poklicali. Vsak dan približno ob tej uri. Ta številka ni za javno uporabo. Pa še to. Prosim, da ostane to skrivnost. Najstrožja. Da, oglasil se bom. Zdrav. Verjetno mu ne bo telefoniral. Stvar je delikatna. Sam bo prišel k njemu.
Ubogi Fink vse dopoldne bo pregledoval denar. Ampak tako mora biti zaradi pravega vzdušja, pa čeprav je popolnoma nesmiselno in nepotrebno. To sem si tudi mislil. Zdaj je povedal tudi njej, zakaj gre. Vse gre prav tako, kot sem pričakoval. Jaka pri telefonu. Da, tovariš šef, vse je v redu, nič posebnega. Hotel sem samo reči, da bom šel jutri dopoldne spet na Šmartinsko. Ne, bodite brez skrbi, to je moja stvar. Ne, to je pa akt 5972/3 B skozi S111. Vem na pamet. Naj poiščejo v predelku G. Ja, prav to. Ja, prav, tovariš šef. Prav. To bo trajalo še nekaj časa. In zato sem se posvetil svojemu delu. V podjetju me poznajo kot vestnega uradnika, na kar sem bil vedno zelo ponosen. Vsak hip bo prišla pošta, potem se bo pa vse odvijalo kot v filmu. Da, tako je. Gospa Bajdič je pravkar prinesla pismo. Bila je sicer možnost, da Fink ne bi ugriznil v vabo, a po verjetnostnem računu nisem tej možnosti pripisoval niti 1%. Pišemo ženska, za katero nori že nekaj mesecev in ki ga zdaj vabi na obisk v svoje stanovanje. Čim bolj bo mineval čas, bolj bo živčen. In če so moja predvidevanja točna, bo najkasneje ob 11:10 zdirjal iz pisarne. Zdaj razmišlja, naj bi šel ali ne, ker ob 11:30 pride kurir z denarjem iz centralne trgovine, največje prodajalne, ki ji vedno prinese tudi največ denarja. Hudiča, si misli zdaj dobri Fink, vedno je bilo vse v redu, že vrsto let, zakaj ne bi bilo prav danes kaj narobe? Sploh pa, tu je še Bajdičeva, ona bo prevzela. Seveda, zakaj bi skrbel za take malenkosti? Šel je v tisti prostor, da bi se počesal in uredil. Potem bo kupil šopek nageljev ali bombonjero in šel, da svojo borbo ovenča zmago. Zdaj je čas, da se pripravim tudi jaz.
Vse imam, pripravljen sem. Fink je zdaj že zanesljivo v trolejbusu. Jaka, veliki trenutek je napočil. Halo? Varis Ceglar? Inšpektor Jeger. Da, v zvezi z najnim pogovorom. Poslušajte, danes je v vaši prodajalni, no kako se že imenuje, počakajte, centralni market. Da, tam so zamenjali večje količine ponarejenih bankovcev. Da, točne podatke imamo. Ne gre za to, ampak kurir iz te prodajalne je že na poti v direkcijo. Ne, nismo hoteli, da se razve, dokler preiskava ne bo končana. Zato smo pustili, da je šel. Da, poslušajte, ko bo blagajnik prevzel denar, naj ga izolira. Da, naj ga nekam položi in naj počaka. Takoj bom poslal svojega človeka, ki bo prenesel denar, razumete? In potem ga bomo samo zamenjali. Tako, da boste vi dobili pravi denar, mi pa ponarejenega. Da, tovariš Ceglar. In še enkrat, nikomor ne govorite o tem, razen blagajniku. Njega pa takoj obvestite, ker je naš človek že na poti. Da, hvala tovariš Ceglar, hvala za sodelovanje. Zdravo. Šestnajst, 17, 18, 19. Halo, tovariš Cegnar? A vi ste. A je kurir že prinesel? Koliko? Da, zaradi zamenjave. Prav, tovariš Ceglar, in hvala za sodelovanje. Denar naj ostane tam, kjer je in naj se ga nihče ne dotika. Hvala, tovariš Ceglar. Zdravo. Da, v redu. Prav. Bom sporočil, ja. Da, moment. Stransko opa. Levo stopnišče, tretje nadstropje, pred zadnja vrata. Halo. V redu. Da, tako.
Da, Zdravo, tovarišica. vi ste? Iz sekretarijata od inšpektorja Jegra. Prosim, izvolite. Hvala. Tri, štiri, pet. 6, 7, 8, 9. In še ta za 500 000. Oprostite. Grdo, ne? Od česa pa je to? Nihče ne ve. Pravijo, da je malajska zlatenca ali nekaj podobnega, ampak to so samo domneve. Vem še za en primer, ampak v njem učijo, da ne bi prišlo do panike. A je to prekontrolirano in prešteto? Kot smo dobili, vam dajemo. Torej, gre za to, da javnost ne izve, da ne pride do panike in zato vas prosim, da o tem ne govorite. Seveda, ne bom. Najprej morajo ugotoviti, ali je bolezen nalezljiva ali ne. To je najvažnejše. Tisti primer, o katerem ste pravili. Ubogi človek. Morali so mu odrezati roko. Pravi, da je to neke vrste gangrena, pa ni gangrena. Kje pa pisarna tovariša Ciglarja? Druga vrata po hodniku. Hvala, tovarišica. A za vsak slučaj nataknite tudi vi rokavice. Varno je varno. Svidenje. Moj bog, pa še malajska. Najprej sem šel v naše skladišče na Šmartinski cesti, tako kot sem rekel svojemu šefu, zaradi alibija. Potem sem se vrnil v svojo pisarno in vse je bilo končano. Moj načrt je popolnoma uspel. Lahko sem se izza svoje mize smejal tistim nasproti. In potem? Kaj? In potem? Potem ni bilo ničesar več, to je vse. Neverjetno. Sploh pa ti veš vse o tistem, kar se je dogajalo kasneje. Vodil si preiskavo. Seveda, preiskavo sem vodil jaz. Fink, naprimer, ni govoril resnice. Ker bi sicer moral govoriti o drugih stvarih in o Polonci, a to bi ga kompromitiralo. Zato vam ni dal pisma. A pismo je recimo edina sled, ki bi vam lahko pomagala. Čakaj. Predvidel sem, da bo tako. Pusti ti Finka in preiskavo. Pripoveduj svojo zgodbo naprej. Kakšno zgodbo? Vse sem ti povedal. Kaj je bilo z denarjem? Denarjem? Seveda. Ti imaš 9,5 milijonov. Ja, imaš prav. Ko sem prej rekel, da je vse končano, sem mislil na načrt in na realizacijo tega načrta. Izvedel sem popolno tatvino, ki je niste mogli razrešiti. Prav sem imel jaz, ne ti pišta. Kar se pa denarja tiče, to je drugo. To je pa, vidiš, tisto, kar nisem predvidel. Ja, imel sem 9,5 milijonov. Gledal sem jih, držal sem jih v rokah, potem sem pa začel bati.
Kaj naj s tem denarjem? Kam naj ga dam? Porabiti ga ne smem. Vsi vedo, da imam samo plačo. Vsi vedo, kakšne so moje možnosti. Če bi denar pokazal doma, bi se vse podrlo. Vsa zgradba miru, varnosti, sloge, spoštovanja. Vse, kar je temelj našega življenja. Kajti napako sem le naredil. Šel sem do konca. Tega pa nisem hotel. Nisem hotel krasti. Pa vendar, v tistem odločilnem trenutku me je odnesel tok dogodkov. To, da je šlo vse po mojih predvidevanjih. Potem sem se odločil, da bom denar vrnil. Samo kako? A se ne bom s tem izdal? Nisem morda pustil na tem denarju sledov? Pišta, denar je postal mora. Mora, Pišta. In zato sem prišel k tebi, k svojemu prijatelju, da ti potožim, da mi pomagaš in da me rešiš. V pasti sem, Pišta. V pasti, iz katere ne morem. Kaj naj storim? Greva. Kam? Se veš kam? Ti misliš? Povej, da boš lepo po vrsti, tako kot si meni, vrnil boš denar in potem bo ta stvar za večne čase končana. Ti bi to storil. Izročil bi me. Saj zato si prišel k meni, ne? A tako, Pišta. In ti si to verjel? Verjel si ti? Počakaj, povedal si vse do detajlov. In ti misliš, da bi jaz to res storil? Da bi bil sposoben vse to izpeljati? Tako misliš ti, ki me tako dobro poznaš? Moram priznati, Jaka, da imaš bujno fantazijo. Ne vem, ali je to od romanov, ki jih prebiraš, vem le to, da bi jih lahko pisal. Ja, veš to, da sem se pošteno prestrašil. Pozno je, iti moram. Čakaj, grem s teboj. Še kakšnega zvrna med potjo pri Binci, tako stoje. Kaj pa imaš tukaj? Milijone! Kupil sem si nove čevlje. A ne vidiš? V škatli imam stare. Tako je to. In povrh vsega sploh nisem tat. Ne maram tega denarja, niti dinarja ne maram. Kradel sem zato, da bi dokazal, da je popoln zločin mogoč. Ampak Pišta ima prav. Popolnega zločina ni. Tudi če izpelješ popolno tatvino, se vendarle ujameš v lastno zanko. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori.
med malimi oglasi, če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.